Lepo pozdravljam vse prijatelje in tudi vse 3 ali 4, ki jih ne poznam. Zanimivo je to, da sem imela nekaj že intervjujev zdajle pred temle večerom in so mi vsi novinarji postavili isto vprašanje. Zakaj pa, kje pa so tebe najdeli, zakaj pa ti vodiš to, ne? Ja. Kako pa to, da ti vodiš to? In bom zdajle kar povedala vsem zakaj, ker Manca je bila na postu in je veliko manj opazna od mene. Mario je še v Burkini Faso, kje spomnim se, Štefančič me oddajo, Pavle ravno hripa bere berilo v Horjulski cerkvi, se pardonira, pa sem pa sam jaz ostala. Je pa še en odgovor. Jaz in Karl sva dolgoletna prijatelja. Jaz ga štejem med svoje najboljše prijatelje že, 10-15 let. Tudi to je bil zelo pogosto vprašanje novinarjev danes, kje sva se spoznala, ne? Eni novinar, ki se nekaj če ne ve, da so bila poročena. Šala. No, ampak spoznala sva se pač na televiziji, ker smo njega rabili za neko oddajo, ki je bila bolj tako versko obarvana in nas je presenetil, mi smo pričakovali pač enega običajnega župnika, ne? No, pa je pa prišel Karli, ne? In jaz sem delala en prispevek, takrat je služboval na Razborju kot župnik in sem delala prispevek v komuni, Dom Pirinovi komuni, ki je on pripeljal v Slovenijo, to je bila prva komuna za zdravljene odvisnike pri nas, ker drugje niso pustili. V Sloveniji, če se spomnite, je bilo tudi po televiziji, ne, mi pa ne bomo imeli narkomanov, pa bo naš otroc, pa bla, bla, bla. On je pa celo vas napokal v avtobus, je odpeljal v Italijo, v Dom Pirinovo komuno, da so videli, da je to v bistvu fajn za celo skupnost in tako je pač ta komuna tam nastala. No in tam so se s Karljem tudi spoznala. Moram reči, da so se dušice takoj začutile. Takrat sem tudi njegovo neizmerno dobroto prvič spoznala, ker je to izgledalo tako, sem rekla, koliko imaš lepe rože, na! Koliko so te knjige fajn, na! Kaj imaš pa to na steni, na, kar vzem? Ja, ker Karli je frančiškan in to popolnoma iskreno živi izročilo svetega Frančiška, tudi je zato šel študirati teologijo in postal frančiškan, ker je mislil, da se da to tudi v današnjem času in v naši realnosti speljati, ampak cerkev nekako ni bila za, ne, da bi ti kar razdajal njen premoženje. In so potem premeščali, ne, v zmeri manjših farah sem bil, kadar sva se srečala. Na koncu sta bile samo še 2 hiše v fari, če se ne motim. In tudi recimo, že prvič, ko sva se srečala, sva padla v neke hude debate, nekaj teh debat, mislim, ki so se tikale tudi teh tem, ki so v tej knjigi, ne, tako da ena prijateljica, ki se je z nama v avtu vozila, rekla, da ona more ven iz te možganske komore, ker tega ne prenese, ker jo boli glava. No, v Karlju bi si tako lahko cel večer govorila, ne. No, ampak že takrat, ko so se spoznala, je govoril, da bo napisal to knjigo. Imela je sicer drug naslov takrat, o čemer bom še govorila, ampak v tej knjigi, v teh temah, v teh vprašanjih, ki nam jih postavlja ta knjiga, oziroma ki si jih sam postavlja. No, pa so se pa razne stvari zgodile, med drugim v zvezdi Oriona, če ga kdo kaj sledi njegova delovanja tudi na arheološkem področju, da je odkril neke megalite hude, ne, to bo
povedal, če bo hotel, pa se je vmes zgodila Veronika pa Friderik, pa ne vem, razne knjigice za otroke, članki, vmes je rešil nepar življenj, pa zakonov, več 100 predavanj, s katerimi je pomagal ljudem, medtem ti tudi kap zadela, ne. No, ampak se nisi umiril, Katritvo, ne. Smo upali, da se boš malo ustavil, pa se nisi, ne. No, in tako je prišlo tudi do te pričujoče knjige, ki jo bo Rimsko-katoliška cerkev zelo vesela in jo bo tudi dala za obvezno branje v veroučnih skupinah, a ne? Tebe bojo pa za profesorja na teologiji. No, Karli, zdaj tem pa kar direkt vprašala, ker je prav, da ti govoriš o tej knjigi, ne jaz vprašam te, kaj zdaj, a je ta Bog ali ni, pa kaj dela med tem, ko mi tlele trpimo. Ja. To je temeljno vprašanje, ne, ki se loteva ta knjiga, vprašanje, ki se ji teologi radi izognemo preprosto zato, ker je trpljenje preveč vnebovpijoče in odgovorov z neba premalo. Ne. In res, če veruješ, da je Bog vsemogočen in če je Bog dober, Janez je napisal, Bog je ljubezen, potem res nekako težko razumeš, ne? Zakaj se ne zgane. Že glede tistega trpljenja, ki ga mi doživljamo na mikrolokaciji, to pomeni vsak v krogu svojih najbližjih, pa ne mislim samo ljudi, mislim tudi na živali, mislim tudi na zadušeno in zastrupljeno mamo zemljo. Zakaj nič ne naredi, ne? Človek vendarle tako silovito trpi. In v svojem poslanstvu se srečujem in sem srečal mnoge zelo, zelo trpeče. Prej sem rekel zunaj eni novinarki, posebej se me dotakne trpljenja otrok, ampak veste, vsak človek, vsaka živalca, ki trpi, je kakor otrok. Danes smo takrat tako silno nemočni, nebogljeni. Ganemo, bi rekel, vsakega, kaj pa Boga, ne? Če je vsemogočen in dober. Tudi Anselm Green pravi, zelo dober duhovni pisatelj v eni svoji knjigi, pravi, boljše, da se to ne sprašujemo, ne? Ker je to vprašanje res potakljivo in nekateri pravijo, da to je dejansko utemeljitev ateizma. Kajti, če bi Bog bil, ne? Dobro, rečemo, da je neko skandinavsko božanstvo, ki se tam gor špila in mu je recimo malce mogoče tudi zarazvedrilo, da tu pa tam pošlje kakšno bolezen oziroma kakšno trpljenje človeku. Ne? Ampak krščanstvo pa vendarle oznanja Jezusa, jaz zdaj sem se že malo približil odgovoru, torej Boga, ki naj bi bil sočutje. Ne? In nekako sem se čutil notranje obvezen, da se lotim tega vprašanja. Še posebej, ko sta me obiskala prijatelja, ki ima umrla hčerka. To so eni prisotni s Ptuja, poznajo Vanča pa Natalijo, ne? In ko ste prišla k meni, ko smo jokali in sočustvovali, ste mi na koncu zastavili vprašanje. Ste rekla, Karel, gledaj, midva vsak večer izročama najno otroke v varstvo Boga. Na tistem travniku, na katerem je ta njuna deklica padla, ker se je sprožil nek kamen, ki ga je sprožil zopet en zelo dober pater. Ne? In edini kamen na tistem travniku, pa glih gor je mogla pasti in je temu patru umrla v rokah. Ne? In pol mi je ta isti pater tudi prišel k meni in zastavil vprašanje, ki je pa še bolj grozno. Ne samo, kaj Bog dela, ne? Kako je to dopustno, ne? Ampak ta pater je zastavil vprašanje, kaj sem pa jaz naredil narobe, ne? In tu sem se soočil z strašno podobo, pravzaprav jaz mi rekel, maskoto Boga. In sem prav vesel, če bi bila tale knjiga, recimo, izdana še za časa prejšnjega papeža, bi verjetno povzročila hudo kri. Ob papežu Frančišku pa je preprosto ne bo mogla, razen če bomo mi zopet bolj papeški od samega papeža, kar je v Sloveniji zelo pogosta zadeva. Namreč, cerkev,
ki je močna, ne duhovno, ampak v poziciji lasti in oblasti, preprosto takšni cerkvi ne nuca ena človekoljubna podoba Boga. Takšna cerkev potrebuje srditega fotra, ki zadevo obvladuje. Ne? Ampak ta srditi fotor nima nič z evangelijsko podobo Boga, ki je v čem? Bog sam, to sem dal primerjavo, bogovi so padli na glavo. Ne? Bog sam se skloni, tako beremo v evangeliju, v najgloblje brezno bolečine in stiske. Ne zato, da bi dal odgovor na trpljenje, ampak da je sočutnost. Ne? Tista bližina, ki rešuje in notranje odrešuje. In s tem nakazuje pot tudi za našo rešitev. Ne? Ko nekdo svinsko trpi, ne beži pred njim, ne? Ta doba racionalizma, ko mislimo, da moramo pametovati in se pol ustrašimo, kaj bomo pa rekli, ne? In potem, če že kaj rečemo, je blesavo, predvsem pa zaznamovano z našo nelagodnostjo, ne? Bodi, ne? In se, manj se dobro ve, ko dela z umirajočim in se vse dogodi, ne? Je v znamenju še tretjega, neke prisotnosti, ki jo težko razumeš, ampak jo preprosto zaznaš. Ne se bati bolečine, vstopi v njo, ker je tukaj na nek način odgovor. Sam da ne bom zdaj se preveč zgubil. Prej si omenil, da te najbolj prizadene trpljenje otrok, da smo trpljeni vsi kot otroci. Tle govoriš veliko tudi o nedolžnosti človeka kot tazga, ne? In zdaj recimo veliko ljudi odgovarja, izpostav to, če prav na ta vprašanje, zakaj moramo ljudje trpeti, zakaj Bog nič ne naredi, in najpogostejši odgovor je, da pač zato, ker smo grešni, zato se moramo naučiti, zato, ker moramo biti kaznovani, ne? In pol vedno pade pa ta odgovor, kaj pa otroci, ne? Otroci pa še niso imeli priložnosti grešiti, zakaj pa oni umrejo, zakaj pa oni trpijo, ne? In se mi zdi, da si super. Pa živali, holokaust, ki se dogaja recimo v koncentracijskih taboriščih. In takrat, ko smo začeli koncentrirati živali v farme, se je zazdelo potem naslednja stopnja je človek, veste. Naslednji stopnji nas koncentrirajo in smo samo še ne bodi ga treba, ne? Oziroma če nismo več za ponucati, se zdi, kakor da človek ni več za korist življenju. Ne? Se mali že, ne? Recimo takole po fabrikah, pa to se dela že za preživetje ne več, to so tudi na nek način farme, ne? Za izkoriščanje človeka. Ne? Zdaj razmišljaš najbrž več o živalih, ki imaš kaj, ne? Tako, Torej, gledajte, teologija govori o častnih kaznih, ne, ki jih človek zasluži in na nek način odsluži z tem, da pač ga zadene trpljenje. Ampak to je v bistvu zelo, zelo spotakljivo in tukaj vsa poklon. Zame največjemu teologu oziroma našega časa gotovo, čeprav ga ne prištevajo med teologe, ne, oziroma pa je gotovo teološki vizionar tisočletja, v katerega smo stopili, Taras Kermauner, ki mu tudi knjigo posvečaš, ki mu knjigo posvečam in ki bi ga bilo vredno in potrebno temeljito brati in študirati, ne samo glede teologije, ampak še mnogih področij. Res je zelo razborit, res ima okrajšave, res se je težko prebijati skozi njegove tekste, vendar imate takšne misli, da kapo dol. In on preprosto pravi, čujte, prej sva se zunaj pogovarjala z Deso, če šivilja naredi, se šije škart srajco, ne more potem škart srajce raztrgati in kaznovati, ker je dejansko ona, v narekovaju, stvariteljica srajce. Ne? In če je Bog ustvaril takšnega človeka, zakaj se sedaj nad njim znaša? Ne? Mislim, da je čas, v katerega smo vstopili, čas, ki več ne dopušča prepovedanih vprašanj. In se vprašanja zastavljajo sama po sebi in terjajo odgovor, ne? In se treba z vsemi temi vprašanji soočiti in na nek način nakazovati smeri, v katere lahko miselno potujemo. Ne dati dokončne odgovore. Danes so dobre, dobrodošle, nakazane miselne smeri. Ampak ne takšne, da bi te ukalupile, ampak samo sprovocirale, da te dvignajo iz sedeža in da
tega miselne zasedenosti in te dejansko izzovejo, da greš naprej. Tudi ta knjiga, veste, takoj v uvodnem delu povem, da noče biti resnica, ampak samo trenutna moja spoznavna resničnost, v kateri sem se prekopal po mukotrpnih, recimo, soočanih življenjem in prepirih z Bogom in notranjih konfliktih in ne vem, čem so še, zato, da bi krenili naprej. Ne? Kot so napisali v založbi Sanje, nadaljevati se mora tudi evolucija duha in srca in misli. Ne? In tisti, ki nas hočejo zapakirati v resnice, ki so dokončne, so največji manipulanti. Ne? In ne moreš, Dalibak, recimo, pravi, ko govori, veliki teolog, pravi, ko govori, kako bi lahko bili tako predrzni in rekli, če smo v oceanu, da smo v svojo dlan zajeli celotno morje. Ja, se dotikamo celote, pa vendar je naša dlan samo majcena dlan napram oceanu. In to je to, ne? Ta skromnost, ki je nujna, da lahko greš dalje. Ne sme biti več nadutosti, ne sme biti več oblastnosti, ne sme biti več posestnosti. S tem je še zaznamovan čas in utrip, ki ga doživljamo. Ampak vse že poka po šivih in se nakazuje, da se bo marsikaj razpočilo. In če bodo tisti, ki so posestniki, ne, tudi resnic, in še marsičesa to ugotovili, bodo v to togost napeljali elastiko in togost sprostili, da bomo lažje se zredili. Miselno. A misliš, da recimo papež Frančišek že nakazuje? On je facen. Je že kakšen šiv. Veste zakaj? Že kakšen šiv načel, ne? Ja, torej, ta knjiga bi išla tudi, če še ne bi bilo papeža Frančiška. Ampak veste, kak je? Glejte, že Dhammapada pravi, misel vodi vse stvari. Ne? In če papež Frančišek želi dejansko navzven spremeniti strukturo cerkve, da bi bila bolj evangelijska, se je potrebno tudi vprašati glede misli teologije, ne, ki je človekoljubnega očka, tako ga namreč imenuje Jezus, Abba pomeni očka, na eni strani so meje, so pravila, so red, ne, mora biti red, ne, na drugi strani pa vendarle očka, brezmejna ljubezen. Če pomislim že jaz nase, kako potrpljenje ima z mano, vem, da je neskončna ljubezen. Ne? Ampak recimo tega srditeža, v katerega so ga našemili, je treba osvoboditi. Ne? In misel mora osvoboditi, kajti misel vodi potem tudi dejansko prakso, ne? Ravnanje. Ne? In ne moreš ti samo navzven spreminjati stvari, srce, globina duha in pa misel pa ni prožna, se ne more širiti. Je ukalupljena, je prestrašena, je zbegana in zaradi tega, te zbeganosti človek doživlja še tolikšno večjo notranjo osamo. Se pa seveda lotevam tega vprašanja, le kaj počne Bog v nebesih, ne? In sicer na zelo inovativen način s pomočjo mitologije, ki je torej starega mita, ki je napisan kar v uvod Svetega pisma in so ga do sedaj očitno pri reševanju tega vprašanja spregledovali. Ampak v predzadnjem poglavju nastavi mino na vse, kar sem povedal in vse raznese, zakaj berte. Bi bil za EPP, ne? Bi bil. Ne, res mislim. Vete kaj, ta knjiga je bila napisana z veliko muko, ne? In ni bila napisana kar tak, ne? Za to knjigo stoji življenje, ne? In to življenje tolikih, ki so zelo trpeči in s katerimi sem se soočal. V tej knjigi nisem mogel blefirati. Zato se jezim, zato pravim vice, zato pripovedujem zelo osebno, ne, tudi zgodbo svojega življenja in še nas. No, se vidi, da si zelo veliko delal, ne? Namreč ogromen je v knjigi citatov, naved praznih verov, avtorjev. Čuti se ena zelo velika potreba potem, da bi ti potrdil te svoje teorije, ki jih razviješ v knjigi, ne? Kakor da nisi čisto siguren in sem se spomnila, mislim, kakor da hočeš res, da ti verjamemo, ne? Pa se spomnim, ko si
čist prvo verzijo te knjige, ki si jo pisal že 100 let nazaj. In je Desa prebrala. Ja, ne, da si celo uporabil, ker si se čutil, ne vem, nekak ne dovolj modrega ali ne poklicanega za to, da bi v teh temah razpredal, da si celo napisal kot pogovor 3. Ne? In pol... Ljudje so rekli, zakaj nimam, ne bom rekel, kaj, ker sem pater, ne? In zakaj se skrivam za temi 3, zakaj ne rečem, da jaz tako mislim, ne? Čeprav sem pol res navajal precej vseh, ki so že razmišljali o vprašanju trpljenja, in ko sem v uvod napisal, da pač se mi zdi nekako neokusno, če premlevaš že samo to, kar so drugi premlevali, in da mi je bilo vedno čudno, ne, ko da, veste, žličko prvo mamico v usta, pa prežveči, pa da iz ust pa otroku noter. Pa sem dal pa tudi Alenki Goljevšček, mislim, da je ni tukaj, brate, ženi od Tarase, ker malo ne pa rekla, kaj to piše, se sam citiraš. Ne, za mene pa to dragoceno bilo, sem še nekaj splošno izobrazbe pridobila zraven. Ne, to mi je bilo zelo v redu, potem pa tudi, no, spet si Tarasa omenil, tudi noter ga navajaš veliko. Vedva, ste se dosti dopisvala, ne? Ti si imel do njega prav en poseben odnos. A ja, joj, pardonemoa. Ja, vedva sta bila osebna prijatelja, veliko sta se dopisvala, vem, da vsakič, ko si dobil kakšen pisem od Tarasa, si bil čist iz sebe in čas, ne? Ampak on ti je bil tudi skoka en oče, se mi zdi. Duhovni oče, ja. Je bil, ne? Pa vidim, da tudi Boga doživljaš kot očeta, neka taka personalizacija. Očka, ja. A misliš, ampak recimo vsak od nas je imel drugačnega očeta, nismo imeli vsi prijaznih očetov, mogoče si pa ne želimo ga vsi kot očeta doživljati, ne vem. Ja, ko so vprašali enkrat otroke, naj napišejo, gospa Gabi Čečinovič, Vogrinčič bi mogoče to več znala povedati, ne? Naj vpišejo Boga, en duhovnik je dal kot očeta, ne? Kakšen se jim zdi, so otroci opisovali svoje dobre ali slabe izkušnje z očetom, ne? Svojim očetom, ja. Tu je imel Luther velike težave in pa tudi Anselm, ne? Tukaj prvotni naslov te knjige je bil Izabode po svetem Anselmu, ne? Kajti Anselm je bil dobrodošel takratni, bi rekel, močni strukturi cerkve, ker je imel izjemno negativno izkustvo z očetom in je on potem to izkustvo grozoviteža dejansko prenesel na Boga očeta. In recimo v kakšnem drugem času, v začetku krščanstva, bi bilo to heretična misel, v tistem času, ko pa je cerkev potrebovala takšno podobo, ne, pa je bila to dobrodošla, so jo zagrabili. Ne. Ampak zdaj je treba spustiti, ker je čas dozorel v to. Ne. Ozavestiti treba, veste, osvoboditi se je potrebno manipulativnih posegov. In sem prav vesel, recimo, da Frančišek papež to počenja. Takrat, ko sem pisal, sicer sem dal še kakšno misel noter s pomočjo urednice Tjaše, ki sem je res izjemno hvaležen, da se je lotila te knjige in jo pripravila za tisk. Da sem ga vnesel še kakšno misel noter. Drugače sem pa precej, veste, sem tudi majčkan tak previden in sem si branil hrbet z izjavami Benedikta XVI, ki nekako ne velja ravno za, bi rekel, za naprednega misleca, za misleca, ki bi si upal delati korake naprej, ampak že on je zapisal, da takšna podoba Boga, fotra, ki hoče kri, zato ker ga, pardon, izrazil serijamo mi, ki nas je takšno ustvaril, da takšna podoba ne zdrži. S tem pa, da naš dogmatični priročnik, ne, sodobni dogmatični priročnik, ne, izdan na Slovenskem, pa govori, da si pa drugače mi ne moremo predstavljati. Zopet bolj papeški od papeža. Kjer je to priročnik? To je bilo izdano kot pač dogmatični priročnik, teološki. No, potem še enega Slovenca veliko navajaš noter v tej knjigi poleg Tarasa,
To je Stanko Majcen. Ki nismo danes povedali o Karlu, on je doktor literarnih znanosti in sicer doktoriral prav iz literature Stanka Majcna, ki pa ga Slovenci kaj dosti ne poznamo, ne? Mislim, večinoma ga ne, no. On je poleg Dese Muk in Mance Košir najboljše pisal o moških in ženskah. Torej, res, razen teh dve, berite, ti dve tu prisotni avtorici, ampak tudi Stanka Majcna. Njegove drame tako pronicljivo, recimo vloga moškega, ženske, njun medsebojni odnos, dogajanje, kot je opisal to Stanko Majcen, jaz nisem zasledil v literaturi, ne v svetovni, ne v, seveda človek malo prebere, ker ne može prebrati vsega, ampak tako pronicljivo, tako igrivo, tako dobro, tako v srčiko zadeto, zato se pa Majcen sam bal svojih knjig in ko so recimo kakšno njegovo dramo igrali, ni bil v gledališču na premieri, ampak je tam v štariji sedel pa pil in se tresel kako po reakcija. Upravičeno. Ja, upravičeno, ker si je upal povedati. Ja. No, jaz sem prišel sem, nisem se šel zapiti. Ako bi vi vedeli, kako sem se jaz bal prvega pogovora z Desom, mama mia. Čeprav je bila zelo prizanesljiva. Kdaj? A zdaj ali kdaj? Veste kaj, jaz imam le kleriško formacijo, ne, zdaj ne. Okay. Jaz imam le kleriško formacijo in se zelo bojiš, da te bo en... boji se soočiti z resničnostjo. Lažje živiš za masko. No, ampak sem te takoj spregledala. Sem ugotovil. No, ampak zdaj, da si že omenil odnos moška-ženska, ti si celibater, ne? Mislim, super, no. Na tisti oddaji, če vam smem povedati, sta me z Marijem domiselno vprašala, kaj pa jaz mislim. Slovenska populacija pada, ne? Z neko cirko seveda tukaj spodbuja. In te se rekla, zakaj pa nič ne narediš? Ne, je bila povedana ženska brez dlake na jeziku. Ne, saj sem ga že prej en teden strašila, kam se ga bo pa ga ne bo. No, ja, ampak tudi ja, da na danes me je strašno. No, ampak vprašajte bom pa vseeno v zvezi s celibatom, ne? Kako ti to znese, no? A težko kdaj? Ja, zelo težko mi to znese. Posebej mi je zelo težko znesli na začetku, ne? Ker v bistvu, če ti že terjaš od nekoga, ki ima duhovni poklic, jaz imam duhovni poklic, tudi celibat, se zdi pošteno, da mu pomagaš to poosebiti. Ampak tu roko proč, ne, to kot vprašanje, kaj počne Bog, ne, če je vse mogočen in dober, toliko pa trpečih, tudi glede celibata moraš, ne, zganja se panika, vidi se, da na vseh šivih poka, ampak ne pomaga se poosebiti. Torej, zame je celibat po, tu imamo strokovnjaka za pravo, gospoda Vladimirja, veste, kanonsko pravo samo pravi v uvodnih členih, zdaj ne vem, 4. ali 5. člen pravi, da nima nihče, to je cerkveno pravo, ne, nima nihče pravice uvajati običajev, ki so zoper naravni božji pravni red. Ne. In ker Bog očitno ne povezuje duhovnega poklica, nujno ne povezuje duhovnega poklica s celibaterskim, se zdi, gospod profesor bi mogoče to povedal, da je takšna zahteva po samem kanonskem pravu torej nična, ne? Torej nelegitimna. Ja, jaz kanonsko pravo pa res tako slabo poznam, da si o tem ne upam nič reč. Ne? Ta začetek, ki ste ga vi naredili, je veliko bolj pravniški, ne bi prišel na pamet. Ja. Čeprav moram priznati, da pravnih predmetov nisem imel rad. Ne? In tudi v knjigi, veste, se lotevam, odkot ta podoba Boga, vpliv rimskega pravnega mišljenja,
svetujem bralcem, da lahko to poglavje preskočijo. Ne? Sam ga sicer nisem mogel, ne? Tako da upozarjam naprej, ker je kaj bolj zagonetno, to pa preskočite. Ne? Tako, to je ta vprašanje celibata, s katerim sem prepričan, da se bo cerkev slejko prej soočila, ker tudi, ko so imeli v Vatikanu, so posklicali strokovnjaki glede tega vprašanja, so ugotovili, da lahko povzroča impulzivnost, veliko impulzivnost ta nepredelana zadeva. Nekateri to uspejo. Jaz vem, da sem se svinjsko matro dolgo, več kot 10, 20 let, mogoče mi zdaj že to leta malo pomagajo, ne? Ampak ni enostavno to vprašanje in glede, ne bom rekel samo teh ekscesov, ki so se dogodili, jaz bi rekel zaradi samega trpljenja, stiske, ki jo doživljajo tisti, ki imajo duhovni poklic, pa ne zmorejo oziroma se zmatrajo z poosebljanjem te zahtevene, je tukaj s tem se bo potrebno soočiti zaradi, bi rekel, fair playa, ne, poštenega odnosa, ki je pa, bi rekel, neka osnova sploh delovanja kakršnekoli institucije. Ne. Jaz to povem javno, ker se mi zdi, da je, veste, tisti, ki govorijo danes, pa ne gre za cerkev, veste, so bolj dogmatični kot cerkvi marsikaj drugje, da ste mislili. Cerkev je še pravzaprav blaga napram dogmatizmu, ki ga srečamo na drugih področjih, ne, tako da ne bi mislili, da je tu samo, recimo, celoten čas je dozorel, ne, da se soočimo da odpremo stvari in se z njimi soočimo, da ne slepomišimo. Ne. Če skušamo osvoboditi podobo Boga od srditeža nazaj k tisti podobi, ki jo razodeva zgodba Jezusa iz Nazareta, ne, se zdi, da je treba sleči maskote trdote tudi na ostalih področjih človekovega življenja. In če tega ne bomo storili, bo počilo, ne, se bo razpočilo. In modri, ki vodijo, ki so vodilni v času in prostoru, če so modri, bodo, kot sem rekel, mislim, da zunaj napeljali elastiko v te gate našega časa. To se pravi si proti celibatu. Ja, torej, sem da se da na izbiro, ne? Da se da na izbiro, če kdo to zmore poosebiti, ne? Zakaj ne, če ima ta dar, zakaj ne, saj ne samo na področju duhovnih poklicev, tudi recimo včasih so bili to učiteljski, zdravstveni poklici, humanitarni poklici, če lahko, če pa ne, pa pravi tudi apostol Pavel, ne se pa raje oženi, ne, da ne probleme. Če imaš pa jaz probleme, pa tudi drugim delam, veste? Ja. No, v tej knjigi pač navajaš trpljenje v glavnem, da se smatra kot kazen ali pa kot uteha za grešnost, ne? Za greh. To se pravi, kaj pa je zate greh, kaj za cerkev vemo, ampak kaj pa zate osebno? Zame je greh, recimo sama beseda greh je zanimiva. Ko gre k temu, kar je zoper notranjo harmonijo ali pa zoper harmonijo medsebojnih odnosov, ali pa zoper harmonijo do živali, ali pa zoper harmonijo do same narave v širšem pomenu, recimo, ne. Ko gre temu, kar prizadene kogarkoli od živečih. Ne. Pravni red skuša to reševati z dorečenimi pravili, ampak človek lahko gre tudi mimo teh pravil, ne, ali pa zlorabi določene pravila, ali pa v sama pravila ostavi lukne. Ne. Torej, da ni greh samo tisto, kar bi striktno bilo zoper določeno odločbo, samo to, ampak je vse, kar ruši notranjo harmonijo oziroma harmonijo medsebojnih odnosov. To je zame, recimo, kar je destruktivno, kar je rušilno, kar gre k neko dezorientaciji, izgubi tesnobi, turobnosti na osebni ali medosebni ravni. No, potem pa seveda katanti pod grešnosti pa nedolžnost, ne? Tukaj je res zelo argumentiran, dokazuješ, da smo ljudje v svojem bistvu nedolžni, ne? Da nismo krivi, ne? Nemočni. Ja, ampak jaz pa kljub temu vse tega načutam, no? Ne vem, kako biti, mislim, dojemam te tvoje besede, so mi prinesle določeno olajšanje, ampak ne morem pa tega posebeti, ne morem tega dejansko začutiti.
Da sem nedolžna, oziroma da smo ljudje nedolžni. Nemočni smo, dejansko smo ustvarjeni. Rad bi, če po založbe Sanje, zato še 2 knjigi izdal, tudi temeljni, kot se mi zdi ta temeljna, in sicer Strast po potešitvi od rešitvi, ker kaže, recimo, samo stvarstvo, samo vesolje kaže, ne, te ugotovitve, ki so jih mistiki domislili že zdavnej, ko so slikali spiralo, da je v srčiki naših galaktičnih domovanj točka presežnosti, singularnost, torej pravijo črne luknje, ampak taka točka je tudi, je silna privlačnost moškega in ženske. Ne? Strast po potešitvi, odrešitvi, rad bi povrnil, čeprav patrt, ne? Spolnosti mistično razsežnost. Ne? Ker vidim, kako se matrajo, pa ne samo, bi rekel, crkveno izobraženi, pa tudi tisti, kako ne znamo umestiti spolnost, spolni odnos v razsežnosti mistike čiste. Ne? Povezati te telesnosti, čustvenosti, duhovnosti, te celovitosti, predanosti, kako pomagati tej celoviti predanosti. Ne? To je eno zelo široko področje, ki se mi zdi, ki bi se ga rad dotaknil. Ne? In mnogi potem dejansko v tej notranji konfliktnosti, tu prije do raznih krčev, in ki se potem izražajo tudi v medsebojnih odnosih. Druga stvar, ki se mi zdi pa za slovenski prostor... Manca to že ve. Ja. Sem prebrala. Ja, pa Manca tudi ogromno napiše v teh svojih kolumnah, Desa pa tudi v svojih romanih in pa v tem, kar na hudomušni igriv, šaljiv način sporoča, pa tako zares zadeve. Enkrat sem bil, ko sem jo povabil Jurk Lošter, tako v srčiko zadeve je povedala, ampak ljudje so se režali. Ampak jaz sem sam upal, a se je nekje v tisti predalček noter usedlo tudi sporočilo, ki ga prinaša. Druga stvar, ki bi jo pa rad, je pa ta polarizacija, ne? Ki jo, o tem govorim tudi v tej knjigi, ne? Človek, tam pravi, ta mit v rajskem pravi, je bilo ponujeno več izkustev, ne? Mnogo dreves je bilo, mitologija je nekaj fantastičnega. Berite mite. To so konzerve z najboljšimi spoznanji. Res, berite mite. Pravi, mnogo izkustev je bilo danih. Samo eno, tam v srčiki, ne, zopet v sredini, je bila možnost izkustva spoznanja dobrega in hudega. Tam pravi Bog, ad am pomeni človek, pusti izprimer, ne, sam kak ne, jaz, ad am, veš, da te to vleče, ne? Kaj pa je tist, ne? Ampak, ko ti ne doživljaš hudega, kaj pa veš, kaj je hudo, ne? To, ker se ti ne opečeš, ne veš, kaj je to opeči se, ne? Mogoče pa kaj lušnega, mogoče pa prebuja neko ekstazo celo, neko fino doživetje, ne? In te potegne izbira v območje časa in prostora, ne? In tam v tistem času, vidite, to je pa posledica možganskega pika, naenkrat ne vem, kaj sem hotel povedati. Kaj sem me vprašala? No, to je pa dobra stvar. Aha, stopiš v čas in prostor, in kjer ti je to izkustveno spoznanje dano, ampak je bilo več možnosti, ne? Polarizacija, ne? To je, ne, spoznanje dobrega in hudega, ne? Ker jaz dobro pridržim zase, ker sem ranjen od hudega, od bližnjega in tudi svoje hudo prenesem na bližnjega. In pol imamo to dvojnost, ne? Mi pridni, dobri, oni pa grdi, ne? In se sploh nam nekane na misel, da oni pa ta isto mislijo, mi dobri, pridni, oni pa ne bodi jih treba, ne? In se gremo med dvema ognjama kot otročaje. Jaz se upravičujem otročajem, ne? Ker tako otroči, kot se gremo mi to polarizacijo, se otroci ne znajo videti. S tem, da se otroci vedo, da se igrajo, mi se pa gremo igrice zares, ne? In tu bo treba prerast, zato se mi zdi to eno tako temeljno del, ki se ozavestijo korenine te polarizacije in se dejansko nakaže, kako je, ampak zopet z elementom tretjega, ne? Mislim, da ima socialna psihologija kot element tretjega normo, ne? Kot tisto, ko se dva zmenita, to bo pa za naju, se bova držalo, to bo držalo, sodstvo ima mediatorja, ne? Tistega, ki zopet skuša potegniti skupaj, ne? Jaz pa rečem temu božji delček, ne? Tako da, veste, te stvari so zelo odprte. Jaz nočem biti naš. Jaz hočem biti igriv, ne? Nočem se iti med dvema ognjema. To mi je bilo vedno blesalo. Jaz sem štorast in vedno me zadev s tisto žogo. Pa še v glavo, ne? Sem imela dobro taktiko. Kakšno, povej? Jaz sem se čisto takoj nastavila, da so me zadeli, pa sem šla ven. Jaz pa nisem bil tako pameten, pa sem hotel biti pomožko.
zmagovalec, pa sem tako zgubil. Zdaj, jaz vem, da so tvoje izkušnje s cerkvijo kot z institucijo ali kot z delodajalcem, če hočeš reči, precej niso glih najlepše, ne? Tudi v tej knjigi večkrat omenjaš velikega inkvizitorja v preteklosti. Kdo je pa to danes, veliki inkvizitor? Veliki inkvizitorji so vsi tisti, ki jih imenuje papež Frančišek, ki niso samo v cerkvi, ampak so tudi v družbi. Tisti, ki imajo last in oblast in so se naredili za bogove. Ne? Pa naj bo to v cerkvi ali pa naj bo to izven cerkve. Model je isti. Zato se mi zdi fajn, da bi cerkev naredila prva sestop iz tega, nazaj v skromnost, v evangelijsko podobo, ker je civilna družba zelo prevzela modele ravnanja in delovanja po utečenih zadevah, ki so se dogajali oziroma se še dogajajo v cerkvi. Tako da mislim, da je tukaj, da še enkrat me vprašaj, kaj si? Kdo so danes veliki inkvizitorji, sem da vprašala? A si utrujen? Posledi sem užil. Ne, nisem utrujen, uživam. Veste kaj, jaz sem se najbolj bal, včasih povedati, ko si nemočen, ne? Ampak zdaj po možganski kapi moram imeti sebe rad v moji realnosti in če bi jaz se delal, da se nisem, da obvladam, ratam še bolj v bistvu nemočen. Ko pa povem, da sem bučman, se pa sprostim in se lažje ulovim. To je finta. Rad se moram imeti v moji realnosti, ne? Da noste misli, da mi je bilo to lahko. Pa še moški sem, pa še žup. Pa še. Tako da so ti inkvizitorji so kar močni, veste, na vseh področjih, ampak paziti moram jaz, da ne bom jaz rato inkvizitor, ne? Zato moram biti skromen, moram biti odprt, moram poslušati in to ni vedno lahko skozi vzgoj, skozi katero sem šel, se hitro ulovim, da sem pa ne, še danes zjutraj, meni štala res pomaga, jaz sem pa konča, živim po možganski kapi na samem, sem pa kaplan v Lučah po Solčavi, po možganski kapi mi je, že prej sem dolgo konča, ne, mi je to rešitev. In tam, jaz čisto razumem, da se je Jezus rodil v štali, pa to je svet prostor, veste. Res je svet prostor. Najboljše navdihe dobim jaz v štali. In ko se jaz zakompliciram v svoji glavi, grem kidat gnoj. In to me dejansko povrne k tem. Živali so rajske, ne? In to bo res treba marsikaj premisliti glede tega, kako ravnamo živalmi. Ne? Potem bomo lažje premisliti tudi, kako ravnamo z ljudmi. Če ne bomo razmislili, kako ravnamo z živalmi, se odnos do ljudi ne bo nič spremenil. Ne? To je usodno med seboj povezano. Ne? In danes zjutraj razumete, potem, ko napišem to knjigo, tako kompliciram, zato, ker me je en prizadev in v tisti srditosti bomo jaz skozi čutim ta feeling Jezusa, ne? Pa dej, pa tak, ne? A veste, koliko? Mogel sem se zadržati v štali več kot običajno, da sem skidil z glave tisti gnoj, ki sem jih nabiral. Ne? To je delo, to je garanje. Ta polarizacija, tak smo ujeti noter, ne? Jaz sem, to ste pa vi, ne? Vi ste pa tako avtomatsko projiciram pa tisti moje strahove, ne? To sprostiti se, pomagati, delati na temu, ne? Sej, tukaj delata tudi Desa pa Manca, pa sem prepričan, da vsak izmed vas na svojem področju, da čutimo, da moramo zadihati, da ni razloga, da smo ogroženi drug ob drugem. Ne? Res je, da ne mečeš biserov kar takole, ne, svoje osebne resničnosti, ampak vendarle je pa treba zelo delati. Jaz vem, da moram veliko delati na sebi. Ne? Jaz sem komaj na začetku, veste. Zelo se mazam, po teoriji kar gre, ne? Sem na praksi, kaj sem. Res sem, revček sem. Mislim, da smo vsi karli, pa da moramo vsi paziti, da nam bomo ratali veliki inkvizitorji, pa da je veliko lažje biti naumen, kakor ne pameten. No, tako. Ker tega se blazno bojimo. Ampak jaz sem se tudi naučil pri Desi, veste, ker je ona si upa biti resnična in ironizirati. Tisti, ki pa upa ironizirati, pa pomeni, da je drame predelal. Ne? Ker najboljše komedije, da napišeš tako dobre komedije, so samo predelane drame. Tisti, ki misli, da lahko ti napišeš dobro komedijo, ne da bi predelal dramo življenja in iz nje napisal komedijo, se krepko moti. Zato je pa ta tvoja knjiga tako smešna. Hvala.
Je pa res kar nekaj misleno. Ne, to je res, to mi je rekel, danes zjutraj sem se slišala, ker jaz sem imela tremo, ne, jaz sem pač zabavljač, ne, tle se, tako kot sem rekla, pričakuje, tudi so me vsi zato sprašvali, kaj pa ti tle delaš. Ja, mene potegneš, se mi ljudje smejo, me težko ostaviti, ne. Mi pač to paše, ne. In sem rekla, zato bojim, da bom same kozlarije govorila, da bom vse probala na štos obrniti, no in pol mi je tako odgovoril, da je pač smeh predelana bolečina, ne, in to je res, mislim, tudi nasplošno. Ja. Bolečina, če se v njene osamimo, nas naredi modre in hudomušne. Če se pa v njo v bolečino zatreš, da dopustiš božje, človeške, živalske, kakršnekoli sočutne bližine, te pa zamori, ne, te pa ga zaduši. No, mene ta knjiga še všeč tudi zato, ker ima čudovit jezik, ne, to se bo... Hvala, Kljaš. Gospa, Zasluga niti približno moja. Ne, sem recimo prva sem opazila, da nekako naravno tudi uporabljate eno zelo lepo govorico. Poezijo. In tako, njena ne vem. Poezija je fantastična, če še niste brali njene poezije. Posebej CD morate poslušati, jaz ga imam v radiju, to že bori. Ja, pardon. Ja. Pa res. Ja. Vrsta, da bom še jaz izrekla kak kompliment. Ja. Boš, se medva že počas malo zmatrana, sicer kar ni mine. Ta jezik me je prevzel tvoj, ne, ker je res tako dognan, tako do svet, no, kaj bi človek rekel, res tak. Vsaka beseda je točno na pravem mestu in točno tista, ki mora biti, ne, ker je zelo redko, ne. To pa to, koliko si truda noter vložil, koliko enega branja, enih raziskav, enega razmišljanja, tako da se ne čudim, da te kar zadelo vmes. Ima pa ta knjiga še eno izjemno prednost, ne. Sicer se boš ti tam, imamo lektorico Matejo Drmel, ki je tudi en izjemen lektor, ne. Lep jezik, ne, Mateja, ja. Ona je lektorirala. Ja, to je naša Matejka. Joj, veste, koliko se je matrala? Ko sem jaz dobil tiste popravke, sem mislil, o boga srota, kaj se je. To ni bilo tu pa tam kakva vejca. Hvala. Joj, hvala vam, res. No, knjiga je izjemno razumljiva, ne, ker jaz, če knjiga ni razumljiva, pa da se začne matrati, pa da postanem hitro utrujena, potem pač več ne berem, si mislim, pač ne tisti, ki se jim ljub, ne. Ja. Pri tebi pa ne, knjiga je, mislim, izrazito filozofska, teoretična, razmišljujoča, globoka, ampak evo, sem vse razumela. Res. Vse sem razumela, celo uživala sem, velikrat sem imela efekt, ja, no, točno tako, ne. Tako da je res užitek brati. Ni pa tisti, da bi jo takole prebral v par urah, ampak ja, zato, ker se moraš ustaviti, moraš razmisliti, moraš se malo sabo pomeniti, ne, kar ves čas poziva k temu, da gledamo vase, ne. Ozaveščamo čas in prostor, da nas ne vodijo drugi, ampak da mi ozaveščamo, ne. Ja, lepo si povedal. Hvala. Sem pa tam tudi prej en stepen zelo dober EPP naredila za televizijo, ne. Kaj si rekla? Ker so me spraševali v knjigi, ne, pa kaj dela Bog, pa bla, bla, bla. Sem rekla, da najbrž vzimnico zdaj štima, ne. Ampak ne, pa sem seveda malo zares govorila, ne, sem rekla, da... Ampak ta vzimnica mi je všeč. Prav nam bo prišla. Ja, prav nam bo prišla, ja. No, ampak to recimo, ne, da... In pa sem mislila, kaj pa lahko jaz povem v enem samem stavku, v parih besedah v tej knjigi, sem za vprašanje, sem rekla to, trpljenje je seveda učenje, ampak potem, ko se pa nekaj naučimo, je pa ljubezen. Kako dobro.
Wow, če bi to prej slišal, Desa, bi te citiral. Ampak vse sem citiral, veste? Enkrat me je nadrla. Ja, kaj vi, katoliki, imate, mislite, da je Bog sam vaš, ne? Zakaj ste ga zaprli v svojo škatlo, pa mislite, da imate vi sam škatli? On se ne da zapreti v škatlo. Ne da se, v nobeno škatlo. Jaz verjamem, da so religiozni izrazi potrebni, ne? Ker smo vendarle sociološki bitja, ampak on pa je prevelik za sleheno škatlo. Ne? Tako ti rekel, da Libak, tvoja dlan ne more zajeti celotnega oceana, če že ne oceana. Kaj šele njega, ki je presega vse, pa je vendarle v sleherni kapljici, ne? Oceana in izmed nas, ampak kak? Ne manipulirati z njim, ne? Pusti naj živi, ne ga zadušiti v našost, ne? Da se to šlo meni vedno na živce, ne? Da si religije, pa ne sem katoliška, pač lastijo Boga, pa dekavnje, ki ful veje v njemu, pa tako naprej, ne? No, jaz tle ne razumem. Jaz sem vedno pač tako razumela, da kolikor je ljudi, toliko je bogov, ne? Vsak ima svojo projekcijo. No, ti tukaj v knjigi tudi zelo veliko verstev navajaš različnih. Katero verstvo se pa tebi zdi tako najbolj humano? Ja, ampak se ne sliši kot reklama. Jaz spoštujem vse, ne? Muslimane, hindujce, vsi so mi sveti, ne? Spoštujem ateiste, ne? Ki so lahko najbolj sveti. Celo verjamem, da se bo prebujenje dogodilo ne med pobožnimi, ampak med tistimi, ki so izkusili brezno, da bo tam vzniknilo življenje samo. Ne? Mi si ne znamo predstavljati kako, ampak vsi veliki prebujenci so dejansko vzniknili iz silne globine temene, ko je bil krik k svetlobi. Budizem zelo govori o sočutju, ampak recimo krščanstvo pa v Jezusu dejansko je to, ne? Ta manipulacija je bila grozna, da smo mi izgubili občutek, da je krščanstvo sočutje. Ne? Bog se rodi v dreku, ne v spucani, nadišavljeni. Zato mi je všeč Frančišek, da noči iti v papeške sobane. Razumete? On je tam v tistem hotelu noter, ko je popotnik, ne? Ampak je popotnik, ne? On je res fazal. In recimo, ja, to je. Ja, tudi to, ja. Bolgarno. Jaz se mislim, najleče ostane, ki je varen. Ja, res je. Pa kjer sliši glas, ne? Mi pravo da bil čisto šokiran, so bili tam pač so bivali tudi v tem domu Svete Marte, so šli na kosilo, pa tam pri sosednji mizi papež je z ostalimi kot vsi, pa prije k njim, pa jih pozdravi kot nič, ki je tista ekscelenca, imenenca, ki je tista, Hrvati reče, uzoritost, ne? Nije, ne? To je zelo zanimivo, ne? In ta zadnji po Malahijo je vprašanje, kaj to pomeni zadnji po Malahijo. Je res to zadnji, ne? Ali je pa tisti, ki... Ja, zadnji tak, ja. To je veliko so vprašanje, ne? Ker je toliko muke, toliko ječanja v stiski, ne? Kje so Frančiški našega časa? Jaz sem 1 leto živel na cesti brez stolarja. Ampak takrat še ni bilo papeža Frančiška in to je bilo takšno preganjanje, ne? Ravno strani institucije, ne? Takrat me je branil, veste kdo? Škof Kramberger, ne? On je sicer podpisoval, jaz bi tudi podpisoval na njegovem, kar so ti potaknili, ne? Ampak takrat me je on branil pozicija Frančiška na cestah sveta. Ampak ne, niso bili krivi drugi, ampak moja prešibka vera in zaupanje, ne? In sem zgasnil. Zdaj se povem, da nisem to, kar sem hotel biti. Govorim tudi o tem, da je bilo samo 1 leto mojega duhovnega, redovnega življenja edino resnično. Takrat, ko sem bil brez stolarja 1 leto, takrat sem se srečal tudi z odvisniki stiski. Takrat se res dogaja čudeži. Takrat vidiš, da nisi sam, da je neko ozadje, ki danes trka na srca vseh, ne samo posameznikov, da naredi vsak na svojem področju. Vsak na svojem področju. Pa naj bo musliman, ateist, katolik, karkoli že, da dovoli prebujenje. Kam pa bo to prebujenje? Seveda, to ne pomeni anarhija. To
To pomeni, zato je Bog očka, red, ampak brezmejna ljubezen. Kam ga bo to prebojenje vodilo, pa ne vemo, ker vodi ljubezen. Ne? In to jaz verjamem, bo v ozadju sina ljubezen. In ne smemo se dati dve stvari. Ločevati, da ne bodo nas delili na zelo blesave načine in manipulirali, vladali, in prestrašiti. Kot je dajo na življenjski minimum, zato da se zapreš samo v sebe, kako bom preživel. In tu smo Slovenci dobri, mi znamo biti sočutni. Mi smo tako majčkani, da smo v tej majčkanosti lahko veliki, v medsebojnih navezah in povezanostih in sočutnosti. Ne? To je naš privilegij in tega privilegija ne izgubiti. Ne? In lahko ena majhna dežela, kot je naša, nakaže nezanimive smeri ne? In poti, ki bo vredno pogledati in upoštevati. Pa še nisi obupal nad Slovenci? Ne, jaz sem vedno znova šokiran nad Slovenci, v tem pozitivnem pomenu. Ne? Lejte, kolike organizacije prosijo k sočutnosti in kar naprej ne zmanjka teh sočutnih. Ne? Naša sočutnost je prebojena. Ne? Tu smo res, bi rekel, izjemni. Ne? Smo mogoče celo, bi gospa Gabi vedela, mogoče po svoje celo svojski unikum, oziroma ena velika zanimivost, če že ne unikum v širšem prostoru. Ne vem, ne poznam. Ne. Ampak, ja. Veste, to pa strokovnjaki reče, ne, tako da sem tak premisliš. Ker so znaki, ne? Na sočutnost, solidarnost sigurno je na delu. Sem slušni. To se počasi dogaja, ne? Da se slišijo vsi glasovi. Živali, ampak otroški glasovi, stari glasovi, mladi, da se premaknemo. Umirajoči. Da moramo skupaj narediti. Ne samo dati sočutje, ampak delati. To je ta premica, jaz sem to si ja želim. To je tudi. Damo že, ne? Ampak soustvariti, sodelovati, to je tisto, kar pride, jaz tako razumem. Jaz pa vemo, kaj je povedala. Ja, gospa Gabi, mislite? Zakaj je Bog moški očka? Zakaj ne bi bil Bog mama? To je rekel Janez Pavel prvi, da je bolj ona kot on, ampak je živel zato zelo kratko. To je rekel on, ne? Ker to je zdaj vedno, ne? Ima atribut v sebi, zato Jezus uporabi očka, ne? Lahko bi mati, ampak vendarle očka, kot tisti bi rekel, vendarle so potrebna določena merila medsebojnega sožitja, na drugi strani pa ta materinski del, ne? In težko je to govoriti, ne? Karkoli, če bi bil pa mati, kot je rekel, bolj... A veš, zakaj je Jezus skozi klical očeta? Ne, povej. Po mojem, zato, ker je bila mama skozi zraven. Ja. Veste kaj, vsaka religija je poezija in če ne znaš brati njene dogme kot poezijo, si lahko zelo nevaren. Ne? No, ampak se imamo Sveto Trojico in ženski elementi, sigurno. Ja, Sveti Duh. Kdo to rekel? Sveti Duh. No, Navdih, intuicija. Ja. Znotraj tega koncepta Božjega. Jaz mislim, da je prav čas intuicije, ne? Čas zaznavnosti, čas sproščenosti, čas sproščene ženske, radostne ženske, ne? Ženske, ki zna obrniti moškemu glavo. In to berite Majcna. Jesusna, Majcna morate beriti. Res. Majcen je genij, Prekop, Kamila. Toliko teh njegovih dram, ki bi morale biti obvezno čtivo. To je noro, kako je dobro. Ne? Izjemna stvaritve so. Stanko Majcen. Pišite mě. Res. A imaš še kdo z publike kakšno vprašanje? Jaz imam eno mnenje, zakaj je celibat bil vedel. No, da slišim. Cerkev je pač iz pohlepu bogatstva, ne, se je odločila za celibat, zato da pač župniki niso imeli otrok, ne, in ni bilo potrebno skrbeti za otroke. Otroci niso, tudi ni bilo potem nobenih zahtev po dedovanju, ne, in je na ta način lahko kopičila bogatstvo, ne, ker je to pravzaprav značilno za katoliško cerkev, ne, za Vatikana. Po mojem mnenju, mislim, tako razmišljanje, zakaj bi se odločili za
celibat, ker je nekaj popolnoma nenaravnega. Enkrat na mesec imam z gospodom Petelinškom oddajo na Radio Maribor, 1 uro oddajo, kateri je bila gosti tudi gospa Gabi Čečinovič Vogrinčič, Mance Košir, Desa se je spretno izmaknila, ampak se ne bo za dolg. Zdaj pa tudi gospa Spomenka Hribar. In pri njej sem občudoval, kako modro se zna izognati polarizacije med našimi in nenašimi. In tukaj bi rekel zopet, lahko rečemo, ja, tudi to, ampak obenem pa, da ne bomo se šli dobri grdi, dodajmo pa še to, ne, kar je rekel Martin Luther King svoje ženi, on je bil protestantski pastor, rekel je, veš, koliko lažje bi mi bilo, če mi ne bi v ozadju vesel pozitivnem pomenu, vi, ti in otroci. Ker, veste, mene so tudi na nek način ukrotili, ko so pritisnili na moje starše. Mene niso mogli, ne. Ampak ko pritisnejo na tebi najbližje, ne, sam ne si upa, ker mojem zdaj končem narediti, končem, ne, to so moji prijatelji, ne. Recimo tam je pa znov, a ste gledali en dober film, Mr. Bean, ko kraljico prisilijo, da bi podpisala, da odstopa, jo niso, so pa na njenega kužega in tako je podpisala. Malo tak, ne. Ne, sej, ampak takrat... Tudi ta element, se strinjam popolnoma z vami, ampak obenem pa vendarle omogoča neko duhovno svobodo za tistim, ki to zmorejo. Samo to je treba dodati, ne. Institucije takšne in drugačne, crkvene in necrkvene, bo imele pa vedno skušnjavo, da nas bi ukalupile sebi za korist. Če vi sam pomislite, jaz sem se tako naučil z pogovora z gospod Gabi Čečinovič, ne, kje nas v šoli ocenjujejo? Predvsem tam, kjer nas bolj ponuca, ne. Ostalo se jim ne zdi tak ekonomsko ponuca, ostalo se mi zdi tak pomembno, ne. Ne? Mi pa se ne smemo med seboj samo tam ocenjevati, recimo posebej doma. Vrednota je sočutje, vrednota je, da znaš povedati vic, vrednota je, da znaš obsedeti ob človeku in biti v tihoti. To so vse blazno pomembna razkošja, ki bi jim bilo potrebno dati najvišjo oceno. Se zelo strinjam. Ali lahko poveš takrat, ne, ko so pritisnili na tvoje starše, ker nate niso mogli, zakaj so ta pritisk vršili? Mislim, če lahko poveš. Ja, lahko. V bistvu, takrat, če ni bil papež Frančišek, ki bi javno pozval redovnike, naj se vrnejo nazaj na ceste, ne. Jaz sem bil na cesti, ampak nasplošno se govori, da se danes ne da živeti, kot je živel sveti Frančišek. Jaz vam lahko povem, da se živeti, sam jaz nisem imel pa 3 pike. Niso drugi krivi. Jaz nisem imel tega. Jaz sem imel prešibko vero. Ne? Da ne bi, nihče drug ni kriv. Vse institucije, v katerikoli instituciji se bojo delali nad vami pritisk. Vprašanje je, ali imate Koliko slovenskih redovnikov se pa odločili, da bo živeli izročilo svetega Frančiška razen tebe? Torej, jaz mislim, da se v mnogih prebuja, da poka po šivih. No, ampak do zdaj noben, kakor vem. To se pravi, da si imel neki, ja? Eno let, ja. Samo zelo mičkeno. Ne vem, jaz mislim, da se tega noben drug ampak v bistvu nisem mogel drugače, ne? Nisem mogel drugače. Ampak zdaj pa, da lahko preživim, da ne živim, kot bi moral živeti, samo zaradi, da sem iskren do sebe. In povem, ne živim, kot bi moral živeti. Ne? Kot bi moral, knjigo, ali kot si želiš? Kot bi moral. In to tudi knjigi pišem, in to je Alenko Gorevšček, starosom sta me spremljala, ne? Najbolj ganj, ko sem napisal, ja, jaz nisem zmogel, nisem imel dovolj vere, ampak verujem, da se bo na dnu brezna prebudil. Ne eden, se bodo prebudili in danes je mnogo mladih, v katerih se bo prebudila silna zahteva po pristnosti življenja. Sam ne jih zafiksati, ne z drogami, ne z elektronskimi frekvencami, ne z usiljenimi, zveličavnimi resnicami, ki so dejansko manipulativno usmerjanje misli. In na to damo seveda čisto 10. Manipulacija na teh stranih je dejansko. Ampak to nič ne bo pomagalo. Veste, ko je čas, kaj je rekel, Husserl Heidegger je rekel, ne, ko življenje raznese, ga raznese in se rodi, ne, in se prerodi in ga ne more nihče ustaviti. Je presilno v svojem hotenju, da bi zadihalo in zaživelo. Prej smo šli tukaj
In je tam na streliški je neka platana, so jo, ko je bila še malo, obdali z nekim kamnitim obročem kot vodnjakom, ga je raznesla, ne moreš. Ne? Modri, ki vodijo svet, če so modri, bodo to uvideli. Če ne, jih bo razneslo. Druge šanse nimajo. Da bomo pa videli, koliko pamet imajo. Sam veste, kapital zamegli pamet. Ne? Se bojim, da bo mnoge razneslo. Ampak življenje se bo prebudilo. Ne da se ga ustaviti. Življenje bo zmagal. Se že dogaja. Ne? Problem je danes problem manipulacije s pomočjo elektronskih frekvenc, je problem vstop v odvisnosti, ker ne zdržijo te godljene, ampak življenje se prebuja. Kako se bo prebudilo, nas bo pa presenetilo. Papež Frančišek je dal pa kljukico na to, kar je zelo pomembno, veste, ker je le na vrhu neke institucije, ki ima odmev. Ne? Tudi, če jaz ne živim, tako kot pravi papež Frančišek, je pa dal kljukico za tiste, ki si bodo upali. In on pravi, veste, kaj pravi mladim, ne? Da se moramo te stari umakniti. Da smo stari opravili, kar smo opravili in da nismo opravili najbolje. Torej, jaz od nobenega papeža, pa sem nekaj prebral, ampak od tega papeža pa vsak dan preberem, kaj pove tam v tistem domu Svete Marte, ker ga ne morejo spraviti, ker ga ne morejo izolirati v papeške prostore. Ne? Me pa zanima, ker pove, veste, zelo direkt. Ko je šla Angela Merkel od njega, je šla čisto tak, veste, sploh nisi imel občutka, da je kanclerka. Se mi zdelo, kot da je šla po spovedi in tam je slala, da pač ne more sicer obljubiti, da ne bo več tako šla ekonomija, ampak da je čisto zmedena. In tisti pogovor ni bil teku po protokolu v določenem času, ampak je kar malce dlje zadržal. Verjamem, da nista sadila rožic. A Bratuškovo tudi? Ne vem. Se veste, ne vem. Ne, jaz dam primer. Ne bi pa rad jaz nočem biti ne naš, ker bi rad bil Božji. Ne? Rad bi bil Božji delček, nič več, nič manj. Sem bolj šantavi, ampak to bi rad bil. Je pa tretji, kot je rekla Manca, je tretji, element tretjega, ki se mora posebiti v normo, v mediacijo in tak naprej, v konkretnosti življenja. Vidim, da imaš še polhen energije, ne? Se bojim, da še v kakšnem disku končal. Zdaj sem jo pripeljal, ne vem, kjerega so določili. Tjaša, bi še ti kaj povedala? Prisrčna hvala. Seveda na tem mestu prijazno pozivam še koga med vami, da zastavi vprašanje. A koga žuli vprašanje? Tista prava vprašanja navadno neznosno žulijo, vsaj mene, tako da drzno. In ker niste precej prikimali, morda rečem tole. Homo homini lupus, človek, človekov volk, nak. Srečko Kosovel je izrekel, v meni je čas, ko bo človek človeku človek. V Patru Karliju je človek človeku človek, pisano z veliko začetnico. Patra Karlija poznam kratek čas, pa vendar dovolj dolgo, da smem, pravzaprav moram reči, da je svetlova. Da sveti v platonsko votlino, svojo rahločutnostjo, vednostjo, ponižnostjo, ki je nenavadno zdravilna in očiščujoča. Je učitelj in je učenec ganljiv v svoji prostodušni radovednosti in seveda srčnosti, pa sočutju, ki objema živo, ki objema življenje. To povem zato, ker tako čutim, to povem, ker sem ga večkrat brala, seveda, tudi ali predvsem skozi knjigo, ki jo držim v rokah in ki je, se opravičujem, ker s tresočim glasom govorim, pa vendar občutim tudi jaz hvaležnost in ponižnost, da moramo biti danes tu, ob tej posebni priložnosti, ki je, aleluja, je resnica,
in je prostor, ki ga hoče očistiti vihar. Zato prav res odpirajmo duri in odpirajmo okna, tiste duri in tiste okna v nas samih, kaj ne. Zakaj, Pater Karli, z vašimi mislimi, tako se zdi, se človek odpira spoznanju, ki daje videti, da zmoremo naravno modrost. Ko bi si le mogli, ko bi si le znali prisluhniti strukture, institucije, kakorkoli jih že hočemo imenovati, pogosto napravijo, da ne zmoremo slišati, da resnično ne zmoremo razumeti. Zato verimo, da nas ne bo pobralo, spomnimo se, in da Desa tudi tebi, prej si me tako nerodno, ne zameri, da tako rečem, vikala, jaz bom pa tebe tikala. Ker sva sestri v duhu. In hvala prav res tudi vsem vam, da ste tu s svojimi napetimi opnami in pristriženimi uhli, nekoliko nenavadno postavljeno, ampak se mi zdi posrečeno naj bo. Pa je kdo med vami, ki bi pristavil še kakšno vprašanje, da bi to že tako vzvalovano gladino še nekaj bolj razburkal. Torej, to pomeni, da boste pogradili knjigo z naslovom Kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih in odhiteli domov brat. Desa, bi rada besedo? Ja, verjetno si potem, ker ti, ne, tako lepo in izbrano govoriš, da je noben rok pa sprašovati. Ampak jaz bi pa res nekaj še rada povedala, ker imam v glavi čisto od prve sekunde, še preden je bila knjiga napisana, ki mi je začel šele govoriti, Karli o njej. To je prelomna knjiga, veste, v zgodovinskem smislu, ne. V zgodovini človeštva je to knjiga, ki mora biti natisnjena, ki mora biti brana. Ker tako, kot sem rekla, ker na nek način odrešujoča, ne? To je izjemno pomembna knjiga za nas vse, no? To pa še ti kaj povedati. Ja, jaz sem to knjigo tudi brala v rokopisu in sem tudi očarana. Edino sem imela ta zadržek, če ni preveč teoretično zagrabo Tarasa Krmavnerja, ampak sej, če vam pa to ne bo šlo, boste pa spustili. Ker Karli pravi, da lahko vse spustimo, ker se nam zdi in da srce ne sledi tistemu, kar ga nagovarja. Ne? Tako da imamo izbiro, lahko študiramo, zelo natančno vse, lahko pa bolj nežno plujemo. Bi pa rada opozorila na tole, a ste že kdaj doživeli kako javno srečanje, kjer bi en človek toliko hvalil druge ljudi, tako kot naš Karli. To je silno redka lastnost, ampak to je prepoznavni znak, ne, da je njegov ego uklepaju, bi rekli teoretiki jih usrli, ker drug bi rekel, da je tako mečken, da ga absolutno obvladaš, ker drugi imajo potrebo, ali da se primerjajo, ali da šimfajo, zelo radi večina kritizirajo strašno. Karli pa radostno bivanje, jaz bi upozorila tudi na njegovo knjigo s tem naslovom Za radost bivanja, v kateri so zbrane imenitne kolumne, ki nas nagovarjajo k temu, da si bodimo taki, ki smo. A ne? In ti ne sam nagovarjaš, ti si tak, ko si, in ker si notranje zdaj že tako osvobojen, ker včasih nisi bil, lahko takole vse po vrst hvalaš. In mi ti bomo sledili. Hvala lepa. Skupaj bomo potovali. Ja. Ali tudi Bog v nebesih trpi, ne samo v na zemlji, zaradi nas? To mene muči. Veste, kaj sem napisal tam v knjigi, boste prebrali, ne? Ko me sprašuješ, kje sem, ko je toliko trpečih na svetu, ni vprašanje, kje sem jaz, je vprašanje, kje si ti, kajti mene ni v nebesih, jaz sem med njimi, ne? In mati Terezija je rekla, če bom kdaj svetnica, bom v nebesih vedno manjkala, ker ne bom zmogla, da bi ne bila s tistimi, ki so trpeči, ne?
in so meje časa in prostora, to, kar je nebeško in kar je zemeljsko, veste, zelo zabrisane v ljubezni, v tej notranji bližini, ki je odrešujoča. In tudi ta naša srčnost, s kateri smo poklicani, dejansko je tista, ki ne da odozame, ampak na nek način razpelini silovito strpljenje. Ne? Ampak, veste, tako si je zamišljam, ko bom prišel pred njega, mu bom rekel, stari, ni bilo enostavno, ampak mi ni žal, bilo je zanimivo. Ampak veste, zakaj bom to lahko rekel? Ker se ne osamim. Samo to je treba pomagati ljudem, da se ne osamijo. In tudi živalcem, da bo kmalu zima, je potrebno ponuditi tisto bližino, tisto semenje, tisto, da bodo lažje preživele britke in težke čase. Ne? Vse je v kontekstu življenja. Ta papež Frančišek si izbral pravo ime, Frančišek, ne? Ki je brat vsemu. Ki mirno debatira s sultanom, se fajn razumeta in ga nič ne moti, da je on musliman, ampak je zato, ker ni, ne? Ker ljubezen briše meje. Se pravi, da tukaj z nami med nami trpi. Da trpi med nami, z nami, bi jaz rekla. Ko ste vi s nekom, ki trpi, ne, s trpečimi, niste več v sebi, ste z njim, ne, ste eno, ste v sočutju, ste v ljubezni. Ne. To bi poeti lažje ubesedili, ker bi zažvrgoleli. To pravi poet. Aha, hvala. Tako je. Adam, Glede na to, da ste se lotili toh težke teme, a ste se kdaj spoprijemali z jezo? Tudi notri je tudi izražena noter. Kako premagaš jezo? Toboto in gnev nad vsem, kar se dogaja? Tako, da se ne jeziš sam. Jeziti se pa moraš, dokler se pa sebe notranje poškoduješ. Ne? Samo sam se ne smeš jeziti, ker potem te notranje poškoduje. Zato ne smemo biti sami. Ne? V družbi. V družbi se moramo skupaj jeziti in veseliti, iti v disko in iti v... Ja, v bistvu sam ne smeš biti. Samo to. Doveč se pa treba jeziti, ne zadušiti. Bog ne daj to zadušiti. A ne, gospa Gabi? Skupaj z drugimi. Ja, skupaj z drugimi. Delati skupaj z drugimi, ne samo se jeziti, ampak delati. Delati, ja. Da tudi prerasti. Kam želimo odkriti, kakšne vizije imamo. To je pomembno. Ja. Da stopimo tja, da točno vemo, kam hočemo priti. Ampak, a te tako ravnanje ne potegne naprej v črn vrtinc, vedno huj. Vedno bolj črne misli, vedno več jeze, vedno več zamere. Ne. Ker te ljubezen sočutje odrešuje. Jaz nisem mogel te knjige, Desa Bovela, ko je brala, izvoljen sem se preveč, bil sem še ranjen, ne? S tem, z določenimi potezami, ki so me pregnale z ceste, ampak ko sem pa jaz prišel do spoznanja v miru sebe, da niso krivi drugi, ampak moja nevera, premalo zaupanje, premala prepuščenost, ko sem se pomiril samim seboj, ne? Ko sem sebi odpustil, sem lahko dopustil drugim njihovo realnost, tudi institucijam. In sem se umiril in sem zmogel delati korake naprej. Katere bom pač naredil, ne vem, koliko jih bom naredil, ne vem, ampak ne ta pomiritev samim seboj. Ne. Potem sem šele lahko začel pisati knjigo, ker več bi bila preveč v gnevu, preveč v jezi, preveč bi bil sarkastičen. Ne. Ampak sem rabil leta in leta, ne, kot je rekla Desa pred 100 leti. Ne. Ja, 100 let samote. 100 let jeze in sem Bogu hvaležen za slehernega, ob katerem sem se lahko jezil, ob katerem sem lahko šinkal, ob katerem sem lahko jokal, ob katerem sem lahko bil resničen, ne? Da sem prišel do sebe. In ko priješ do sebe, do otroka, ki je v tebi, takrat je vse rešeno. Ne? In takrat začneš prepoznavati tudi otroka v bližnjem. In dopustiš tudi najbolj trdim institucijam njihovo resničnost, ampak jih razorožiš, ker najdeš otroka v njih. Ne? In v najbolj trdem je za, veste, toliko teh ljudi, toliko tega lahko srečaš, kar budi upanje. Ne?
Mogoče sem zdaj malo preveč v poeziji povedal, ampak nekako tako. Dobro, hvala. Ali je bil mogoče pri nas preveč prisoten starozavezni Bog? Ja. Ne novozavezni Bog Jezusov, ker Jezus to je sočutje, usmiljenje. Ja, tako je, tako kot ste rekli. Ja. Tako občutek imam, da se je to preveč usidralo v našem narodu. Zato je odrešujoča Jezusova zgodba. Ja. Kaj pa zdaj? Idemo pa v disko, ne desa. Zdaj pa eno za 5. Ja, kaj li boš knjige podpisoval? Če mi posodite kuli. Na, evo. Ja, hvala. Kje pa bi, Tjaša? Kar tukaj v psedet. Jaz sem tudi eno vzela. Hvala, da ste bili. Hvala,